Pozdravljeni! Vesela sem in počaščena, da vam lahko danes predstavimo projekt o kombiniranem učenju, ki smo ga izvedli v okviru programa Erasmus+. Kombinirano učenje ni mus, pomaga pa. In v zadnjem obdobju nam še kako pomaga. Od začetka našega projekta so minila 4 leta in 18 dni. V tem času je kombinirano učenje dodobra preželo našo organizacijo, v času korone se je to še poglobilo in hkrati zajelo ves izobraževalni svet. V današnjem prispevku bomo o projektu in o njegovih rezultatih govorili različni akterji, ki smo v projektu sodelovali, in tudi tisti, ki so se nas oziroma so se jih rezultati projekta tako ali drugače dotaknili. Z nami bodo tako moji sodelavci, direktorica Ljudske univerze Žalec in strokovna sodelavka. Oglasil se nam je partner z Irske. Svojo izkušnjo o kombiniranem učenju bosta podali tudi ena izmed naših zunanjih sodelavk, predavateljica in tudi ena udeleženka. Veseli pa smo tudi mnenja direktorice Ljudske univerze Ajdovščina, ki bo povedala, zakaj je projekt pritegnil njeno pozornost. Ampak pojdimo lepo po vrsti. Najprej vam bomo predstavili nekaj osnovnih informacij o projektu, o njegovem namenu, ciljih, nato pa še glavne rezultate projekta. Ko smo se odločali za prijavo projekta, sta bila naša motiva predvsem dva. In sicer spoznanje, da znotraj naše organizacije, pa tudi znotraj izobraževanja odraslih v Sloveniji na splošno, ne obstaja neka sistematična pot do uvajanja kombiniranega učenja v izobraževalne programe. Kot drugo pa smo verjeli in še vedno verjamemo, da lahko s kombiniranim učenjem naše programe naredimo še bolj privlačne in zanimive za udeležence. Po eni strani nam kombinirano učenje omogoča, da še bolje nagovorimo raznovrstne potrebe naših ciljnih skupin, na drugi strani pa lahko tudi bolje odgovorimo na različne okoliščine, v katerih naši udeleženci delujejo, bodisi družinske obveznosti, službene, demografski podatki in podobno. Ми smo odrasli, to je že pozabili šolski leta, ampak to je bilo zelo zanimivo. In lahko, to je ni problem. Lahko dobiš tu spletno učilnico, naprimer na telefon. In če voziš avto, imaš dosti časa za poslušanje. In, naprimer, mi smo imeli taki kratki dialogi v italijanščini. In to je bilo super. Ko pridem do tečaja, živega tečaja italijanščine, že malo poslušam, že pripravljena. In to ne rabiš veliko časa za doma, za pisati, za to je ponoviti. Samo to je poslušaš v avto in to ti že pripravljen. Namen projekta je torej bil izboljšati kompetence izobraževalcev odraslih na področju kombiniranega učenja in hkrati krepiti ozaveščenost o samem pomenu kombiniranega učenja v izobraževanju odraslih. Kot dva glavna cilja v projektu smo si postavili izdelavo priročnika o kombiniranem učenju in pa spletne platforme z učnimi materiali za učitelje, ki stopajo na to pot. Kot mlada učiteljica, ki še nimam prav veliko staža, je bilo e-izobraževanje, blended learning, kombinirano izobraževanje, kot ga tudi poznamo, izjemen izziv. V bistvu sem se šele učila, kako učiti v predavalnici, hkrati pa sem se že morala pripraviti na e-izobraževanje, na kombinirano izobraževanje, kar mi je predstavljalo precej velik izziv. V bistvu sem se popolnoma morala prilagoditi svoj učni sistem e-izobraževanju, kar mi ni bilo lahko, vendar sem s temi pripomočki, ki mi jih Ljudska univerza Žalec uspela pripraviti, sem se zelo lepo pripravila tudi na to. Projekt smo ljudje. In v tem projektu smo res delali srcem in to smo bili partnerji 6 različnih organizacij. Poleg nas so v projektu sodelovali kolegi iz Technological University Dublin, z njihove fakultete za računalništvo, potem smo sodelovali z Ljudsko univerzo Hannover iz Nemčije, zasebno organizacijo za izobraževanje odraslih iz Katalonije,
Za tehnični vidik je skrbel grški partner, nad kakovostjo projekta in nad njegovo promocijo pa je bdel predvsem DLearn, to je mreža evropskih organizacij, ki si prizadeva za digitalno komponento v izobraževanju. Hello, I'm Dr. Paul Doyle, Head of Flexible Learning and Course Delivery for Adult Education and in charge of blended learning here at the School of Computer Science in TU Dublin. I led the team that was responsible for writing the Quality Blended Learning Handbook, which was one of the key deliverables as part of the Erasmus funded project, Quality Blended Learning. This project has helped tremendously to bring focus to what we at the School of Computer Science believe is very important to the future direction of education. So this includes expanding our reach in terms of gaining access to students outside of the classroom and allowing them to learn at a pace and place that suits them, which we believe ultimately helps keep the students motivated and learning throughout a course. Blended learning is about finding the appropriate technology to supplement the process of teaching and learning. A major impact to our school has been the recent development of a postgraduate level course entitled Applied Blended Learning Technologies. And this is a train-the-trainer 10-week module which is designed to help educators of all disciplines incorporate technology into their teaching in a sound pedagogical manner designed to help improve the effectiveness of the teaching they're doing. So this course was originally piloted during the Quality Blended Learning project, where we delivered a course on blended learning to adult educators from Ireland, Spain, Slovenia, Germany and South Korea. I'm also pleased to say that we've received support from our government, which has funded the first 40 places to help promote this course among adult educators in Ireland. The School of Computer Science here at TU Dublin is currently transforming our courses using our experiences from the Quality Blended Learning project. This experience has allowed us to create a culture which has embraced blended learning as a strategy, where we self-assess as a group, we look at the effectiveness of our teaching, our interactions with students, and our assessment strategies in general. Quality blended learning only really means one thing to me, and that's about making technology work harder for us to help us in our primary role as educators, to be better and more effective teachers regardless of the discipline. So it's not a list of requirements and it's certainly not a list of demands. It's simply a state of mind that allows us to incorporate technology where appropriate to help our students achieve their potential. Thank you. Zdaj pa k priročniku v kombiniranem učenju, našemu osrednjemu rezultatu projekta. Seveda priročnik ni nastal kar čez noč, predtem smo opravili že nekaj projektnih aktivnosti, med katerimi je bila bržkone najbolj pomembna izvedba vodenih intervjujev. Zato smo partnerji izvedli 60 vodenih intervjujev, v katerih smo udeležence spraševali o različnih vidikih e-izobraževanja oziroma kombiniranega izobraževanja. Spraševali smo jih, kako dobro poznajo samo terminologijo. Spraševali smo jih o predhodnih izkušnjah, o tem, kaj so značilnosti kombiniranega učenja, katera orodja uporabljajo, katera orodja ne uporabljajo. Zelo pomembno vprašanje pa se je nanašalo tudi na njihov odnos do kombiniranega učenja kot izobraževalcev. Kot predavateljica UPI Ljudske univerze Žalec sem bila povabljena na mnogo dejavnosti, ki se tičejo e-izobraževanja. Že v 2019 smo bili povabljeni na preverjanje gradiv, ki jih je UPI Ljudska univerza pripravila. Jaz osebno sem bila povabljena k skupini, ki smo pripravljali videoposnetke za učenje. Izkušnja je bila izjemno zanimiva, v bistvu mi je odprla kar veliko možnosti glede mojega predmeta, ki ga učim na Ljudski univerzi. In na to smo bili v februarju povabljeni k razširjanju znanja o Moodlu, o spletni učilnici, ki je bila v bistvu precej zaželena aplikacija na UPI-ju, da bi to uporabljali v sklopu naših predavanj. To je bilo še pred korono. V času korone pa smo v bistvu morali kar zagrabiti svoje znanje o IKT-ju in preprosto presedlati na
čisto e-izobraževanje, kar je bil velik izziv marsikateremu predavatelju, tudi meni. In kaj so nam izobraževalci odraslih povedali? Njihovi odgovori so bili po eni strani različni, po drugi strani pa so imeli marsikaj skupnega. Izkazalo se je, da se večina izobraževalcev odraslih zaveda pomena tehnologije in da je le-ta lahko v pomoč, v podporo izobraževalnemu procesu. Mnogo od njih je navedlo predhodne izkušnje, vendar se je pri tem opazilo, da tudi pri samem področju razumevanja, kaj kombinirano učenje je, prihaja do nejasnosti, celo zmede. Pomembno je, da so vse intervjuvane osebe poudarile pomen učitelja, njegovo osrednjo vlogo v pedagoškem procesu, ne glede na to, da je v učni proces sedaj vstopila tehnologija. Tu pa tam je bilo zaznati nekaj strahu strani izobraževalcev v smislu, tehnologija nas bo povozila, učiteljski poklic bo izginil, ampak takšni odgovori oziroma takšno razmišljanje je bilo glede na analizo naših intervjujev redko. Večina intervjuvancev se je tudi strinjala, da se začetni vložek učitelja, zlasti časovni, zelo poveča. Kajti kar naenkrat je treba pripraviti gradivo na drugačen način in tudi prilagoditi učne načrte. So pa učitelji videli v tem koristi tako zase kot za udeležence. Nekateri sogovorniki so omenjali premajhno razširjenost praks kombiniranega učenja in navajali potrebo po večji podpori strani izobraževalnih organizacij, tako z pedagoškega kot tudi tehničnega vidika. Na podlagi odgovorov, ki smo jih pridobili, se nam je izrisala slika, in sicer takšna, da smo sklenili, da bo nastajajoči priročnik o kombiniranem učenju primeren tako za učitelja začetnika, ki šele stopa na pot kombiniranega učenja, obenem pa bo referenca tudi za tiste izkušenejše, ki bodo bodisi želeli svoje znanje osvežiti ali ga poglobiti. Druga pomembna aktivnost, ki nam je služila za pripravo priročnika, pa je bilo tudi 3-dnevno usposabljanje za učitelje na Irskem. Na podlagi tega izobraževanja smo prejeli povratno informacijo o tem, kaj si učitelji želijo, katere vsebine najbolj potrebujejo, in temu smo potem sledili tudi v sami zasnovi priročnika. V bistvu jaz vidim, da bi bilo treba podpreti tako učitelje kot udeležence. Predvsem udeležence pripraviti na to, kaj pravzaprav je izobraževanje, v kaj se spuščajo, če se spuščajo na e-izobraževanje, da tudi sami pri sebi premislijo, ali so tega sposobni ali ne. Pri predavateljih pa v bistvu vidim ta velik razkorak pri znanju uporabe IKT-ja, kjer moraš biti v bistvu na bistveno višji nivoju kot uporabniki, ne? In tako, da bi v bistvu rabili predavatelji izobraževanje iz uporabe IKT-ja, dotičnih recimo naprimer priprave videoposnetkov, priprave ustreznih gradiv. Sedaj pa nekaj v našem priročniku, kombinirano učenje, priročnik za izobraževalce odraslih. Priročnik je sestavljen iz 8 poglavij in vsako poglavje je enota zase, tako da se lahko bere samostojno. V priročniku boste našli odgovore na predvsem temeljna vprašanja o tem, kaj kombinirano učenje je, kaj kombinirano učenje ni. Našli boste odgovore na vprašanja o koristih in na drugi strani o pasteh kombiniranega učenja. Eno izmed poglavij je posvečeno vlogi učitelja o kombiniranem učenju, drugo vlogi učečega se. Pripravili smo tudi posebno poglavje za vodstvo. Kajti vodstvo je zelo pomemben dejavnik v kombiniranem učenju, ki koordinira celoten proces spremembe v organizaciji. Na UPI Ljudski univerzi Žalec smo se s kombiniranim učenjem oziroma smotrno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije spogledovali res že precej časa. V tem smo videli priložnost, da udeležencem naših izobraževalnih programov ponudimo nove, zanimive vsebine na privlačnejši način. Hkrati pa smo videli tudi priložnost, da na ta način dosežemo tudi druge ciljne skupine in postanemo vsekakor tudi bolj konkurenčni. V letu 2016 se je tako naša zaposlena skupaj z zunanjo sodelavko udeležila izobraževanja o kombiniranem učenju v Angliji. Seveda to ni bil čisto naš prvi korak na področju uvajanja kombiniranega učenja v naše izobraževalne programe.
Mi smo se izobraževali že tudi pred tem. Nekateri naši učitelji so uporabljali aplikacijo Moodle, opremili smo naše učilnice z projektorji, z računalniki. Kljub vsem tem korakom in ukrepom pa nekako pravega preboja pri uporabi kombiniranega učenja v naših izobraževalnih programih nismo dosegli. Dvoletni projekt, ki smo ga izvajali skupaj z mednarodnimi partnerji, je pripomogel k temu, da smo začeli v resnici spreminjati naš odnos do kombiniranega učenja. Ta odnos se spreminja še danes, zlasti v trenutni situaciji, ko smo primorani vsi izobraževanje izpeljevati na daljavo. Ta mednarodna izkušnja nam je pripomogla k temu, da imamo veliko več teoretičnega znanja, veliko več tudi praktičnega znanja in se zato čutimo tudi bolj usposobljene za to, da naše učitelje podpremo pri njihovih prizadevanjih, pri oblikovanju njihovih učnih ur in jim tudi vsestransko svetujemo. Kot vodja organizacije zaradi vpetosti v ta projekt dandanes veliko bolj razumem vse vidike kombiniranega učenja, tako organizacijskega, tehničnega, kadrovskega in finančnega. Pri samem procesu uvajanja kombiniranega učenja v izobraževalne programe namreč ne gre za spremembo, ki se zgodi čez noč ali v dnevu, dveh. To je proces, ki se odvija, ki ga moramo dobro razumeti in ki ga moramo nekako tudi ponotranjiti. Gre za proces, ki zahteva tehtne premisleke vseh vpletenih, tako nas zaposlenih kot organizatorjev izobraževanja odraslih, zunanjih sodelavcev kot učiteljev in seveda nenazadnje tudi naših udeležencev. Na UPI Ljudski univerzi Žalec smo zavezani k nenehnemu izboljševanju našega dela. Zato vem, da bomo tudi v prihodnosti še naprej izkoriščali vse možnosti in priložnosti, ki nam jih ponujata uporaba spleta in moderne tehnologije. Verjamem, da je lahko smotrna uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije za nas, organizacije, ki delujemo na področju izobraževanja odraslih, priložnost, da se še bolj približamo različnim ciljnim skupinam, s katerimi delamo. Želim si, da so vam rezultati našega projekta v pomoč pri vašem delu in se zelo veselim našega sodelovanja in nadaljnjega razvoja na tem področju. V priročniku najdete odgovore na mnoge vidike kombiniranega učenja, vsekakor pa nismo zajeli vseh. Zato si želimo, da vam služi ta priročnik kot nekakšna opora, izhodišče in sredstvo, ki vas spodbudi k nadaljnjemu razmišljanju o kombiniranem učenju. Udeleženci so zelo različni. Nekaterim je takšen način dela skoraj da prirojen, jim je zelo všeč. Všeč jim je to, da ne rabijo hoditi redno na UPI. Nekaterim pa ta sistem ne leži in v bistvu tem želim čim bolj pomagati in biti v pomoč, kako premagati to neskladnost z njihovimi sposobnostmi. Neki izzivi sigurno so bili, ampak na začetku, kdaj mi ni do konca razumeli, kako bi dobili ta aplikacija. Ampak to je samo 5 minut od našega profesora, on je za nas pokazal, razlagal in vsak, kdo je razumel, dobil na svoj telefon ali računalnik in to potem, ne vem, ne pomnim drugi izzivi, to je res, to je ni tako naporno. Po meni tako kombiniranje učenja bolj aktivno in bolj zanimivo kot, tako bi rekla, papirno učenje. V projektu Quality Blended Learning smo pridobili temeljno znanje z področja kombiniranega učenja in izobraževanja na daljavo. Pa ne samo to. Z mednarodnimi partnerji, pri katerih je bilo izobraževanje na daljavo del vsakdana že pred leti, smo imeli priložnost izmenjati izkušnje in od njih prejeti dragocene informacije o tem, kaj pri takem izobraževanju deluje in kaj ne, katere so prednosti in katere so slabosti takega izobraževanja. Vsi konzorcijski partnerji smo bili in smo še navdušeni nad uporabo IKT tehnologije v učenju in poučevanju, zato smo drug drugega spodbujali tudi izven projektnih aktivnosti
in smo si res srčno želeli, da bi bil ta projekt samo prvi korak k sistemski umestitvi kombiniranega učenja v izobraževanje odraslih. Zato smo lansko jesen na lastno pobudo pripravili krajše usposabljanje za naše zunanje sodelavce, predavatelje. Postavili smo spletno učilnico, vsebine, učilnico smo celo poimenovali peskovnik za učitelje, ker smo si želeli, da bi jim znanje o uporabi IKT tehnologije podali na zabaven in sproščen način. Verjeli smo v to, kar počnemo, in v to verjamemo še danes. In vso znanje, kar smo ga pridobili, je kar kipelo iz nas. Jaz osebno sem čutila zelo močno potrebo po tem, da vso znanje delim s sodelavci, zunanjimi predavatelji in udeleženci. Vedno, kadar smo imeli priložnost projekt predstaviti, smo to priložnost tudi zagrabili. Zato smo se letos predstavili tudi na Andragoško-pedagoških dnevih, kjer je bila osrednja tema, ne boste verjeli, vpliv IKT tehnologij na učenje in poučevanje. S to predstavitvijo smo spoznali nove ljudi, navezali nova poznanstva, dobili povratne informacije v našem priročniku in to dobre informacije in spet dobili zagon za to, da delamo pravo stvar in tisto stvar, ki je pomembna za prihodnost izobraževanja odraslih. Zelo veliko smo se pogovarjali o tem, kako naj svoje navdušenje prenesemo tudi na sodelavce, na naše predavatelje. Potem pa je prišel marec. Situacija se je čez noč obrnila in vso naše znanje je res dobivalo praktično uporabno vrednost. Sodelovali smo pri postavitvi spletnih učilnic, pri urejanju udeležencev, predavateljev, pri dodajanju le-teh v spletne učilnice. Imeli smo pomembno vlogo pri izobraževanju na daljavo in konec koncev smo pripravili in izvedli tudi nekaj webinarjev za naše predavatelje. Prijavili smo se tudi na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in svoj program Kombinirano učenje v praksi tudi umestili v katalog strokovnega izpopolnjevanja za leto 2020-2021. In nenazadnje, naš program Kombinirano učenje, izzivi in priložnosti je pomemben del projekta Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih. Zelo radi se pohvalimo, da predstavlja Ljudska univerza Ajdovščina sodoben center za izobraževanje odraslih. Ena naših temeljnih vrednot je razvojna naravnanost. In tako nenehno sledimo spremembam na področju izobraževanja odraslih, trga dela, v lokalnem okolju in pravzaprav v družbi nasploh. Zelo pomembno se nam zdi, da spremembe sprejemamo kot izzive in priložnosti za nenehen razvoj in za delovanje v smeri sodobnosti in inovativnosti. Danes smo priča digitalizaciji, ki se pravzaprav odvija na vsakem koraku in zagotovo močno vpliva tako na gospodarstvo, celotno družbo in tudi na vsakega posameznika. Odraža se na vseh področjih našega življenja, naprimer, ko uporabljamo spletno banko, nakupujemo v spletni trgovini, se družimo na družbenih omrežjih. Skratka, nove storitve in rešitve na vseh področjih družbe omogočajo na nek način, da digitalizacijo uporabljamo za nove oblike tako poslovanja, komunikacije, zabave in še za marsikaj in zagotovo tudi za nove oblike izobraževanja. In zavedamo se, da prav napredne tehnologije omogočajo uvajanje sodobnih pristopov tudi v izobraževanju odraslih. In sodobna tehnologija nam je lahko res v veliko podporo in prinaša številne prednosti. Na naši Ljudski univerzi vse skozi sledimo sodobnim trendom in novostim, zanima nas, kaj vse obstaja, kaj lahko uporabimo pri našem delu. In zato je tudi objava prispevka o kombiniranem učenju takoj pritegnila mojo pozornost. Predvsem mi je bilo všeč, da je v projektu nastal priročnik o kombiniranem učenju. Ta se mi zdi pač resnično uporaben za naše delo, saj je zelo sistematičen in strukturirano predstavlja osnove kombiniranega učenja, podaja smernice in je zelo praktično naravnan. Tako so v njem recimo prikazana orodja, pripomočki, ki jih lahko izobraževalci dejansko takoj uporabimo v praksi pri izvajanju izobraževanja na način recimo kombiniranega podajanja znanja. Dejansko so snovalci priročnika naredili res veliko delo in nam izobraževalcem zagotovili
nek dodaten vir kakovostnih in uporabnih informacij za naše delo. Leto 2020 nas je prisililo pravzaprav čez noč, da smo uporabo spletnih digitalnih orodij uvedli tudi v izvajanje naših programov in dejavnosti. In priročnik, kot je ta, nam pride danes še kako prav. Za konec smo vam pripravili še 5 namigov o kombiniranem učenju, ki smo jih povzeli iz priročnika. Prvi namig: učni cilji. Učni cilji so in tudi v kombiniranem učenju ali v izobraževanju na daljavo ostanejo temelj učnega procesa. Zato se vedno vprašajmo, kaj želimo doseči z obravnavo neke učne vsebine, kaj je tisto, kar bodo naši udeleženci morali po neki učni enoti, modulu ali ob koncu izobraževalnega programa znati. Drugi namig: naj učenje vodi tehnologijo in ne obratno. Morda nas zdaj zamika, da bi uporabili kakšen kviz, kakšno igrico, kakšno aplikacijo, ker se nam to zdi pač fajn. Pomembno je, da se vedno vprašamo, v kakšni vlogi je ta uporaba spletne aplikacije z odnosom na naše učne cilje, ki jih želimo realizirati. Samo tako bomo zagotovili, da bo uporaba tehnologije v učnem procesu smotrna in zares dosegla svoj namen. Obenem pa se prepričajmo, ali bodo naši udeleženci znali uporabljati to aplikacijo ali spletno orodje. Naučimo jih, pokažimo, razložimo in vzemimo si čas. Kajti, ko bo enkrat steklo, boste zadovoljni tako vi, kot tudi udeleženci. Tretji namig: skupinsko delo. Tudi na spletu lahko udeležence izobraževanja razdelimo v skupine in jih spodbudimo, da razpravljajo o določeni vsebini, da izmenjujejo mnenja, da opravijo neko nalogo, pri čemer so v medsebojni interakciji, poleg tega pa s tem tudi krepimo občutek pripadnosti skupini. Izmenjava idej in izkušenj je vedno lahko koristna tako za udeležence, kot tudi za učitelje. Četrti namig: poiščite spletne vsebine. Internet je prava zakladnica virov in vsebin in že z nekaj kliki lahko pridemo do zelo kakovostne vsebine. Na voljo so nam videoposnetki na raznih portalih, časopisni članki, infografike, razne fotografije, statistike, strokovni članki in še bi lahko naštevali. Tudi udeležence lahko vključimo v iskanje vsebine po internetu in jih tako navadimo na kritično presojanje virov in jim podelimo tudi več avtonomije pri izbiri in obdelavi učnih vsebin. In namig številka 5: če izvajamo kombinirano učenje, je smiselno, da sta kombinirana tudi preverjanje in ocenjevanje znanja. Eden izmed ciljev preverjanja je, da udeleženci sami preverijo, kaj so se naučili. S spletnimi orodji lahko to enostavno storimo, na primer s kvizi z več odgovori, sodelovanjem udeležencem pri pisanju člankov ali s povzemanjem vsebin, ki so se jih udeleženci naučili. Predavateljici UPI Ljudski univerzi Žalec je UPI izjemno veliko nudil podpore in pomoči v okviru e-izobraževanja, kombiniranega izobraževanja oziroma blending izobraževanja. Želim povedati, res zelo hvaležna za našega profesora in za našo Ljudsko univerzo v Žalcu, zato ker to je taka organizacija, oni iščejo neke nove rešitve in zato res sem zelo hvaležna. In v Ljudski univerzi sem študirala še drugi tečaj, ampak vseeno, vsakrat to je zanimivo in to je zelo dobro za mene. In zdaj sem zelo zadovoljna, zato ker dobila službo. In predtem sem bila brez službe. In zdaj uporabim te stvari, ki smo študirali v Ljudski univerzi. In online študiranje, tako kombiniranje študiranja zdaj za mene zelo, zelo pomaga, zato ker zdaj delam v enem podjetju za izobraževanje. In zdaj, ko vsi so doma, to je najboljše rešitve. Zato res rečem hvala. Hvala lepa za vašo pomoč in za vaše delo in za vašo energijo in prijaznost.